Svet Slovenske demokratske stranke ravnokar razpravlja o aktualno političnih zadevah. To je prva seja sveta, odkar imamo na voljo celovito analizo lokalnih volitev. Osnovna ugotovitev te razprave je, da je Slovenska demokratska stranka po teh lokalnih volitvah napredovala, da se je ustalila na neki višji stopnici in da v tem trenutku v slovenskem parlamentarnem prostoru predstavlja pravzaprav edino stranko, ki je stabilna in s tem tudi faktor stabilnosti v slovenskem političnem prostoru. V razpravi je bilo izražene precej zaskrbljenosti zaradi objave dveh podatkov v zadnjih dneh, in sicer podatkov o tem, da je Slovenija prvič, odkar obstaja v lanskem letu, nazadovala na lestvici standarda v Evropski uniji z 91% povprečne razvitosti Evropske unije. V letu 2008 smo padli na 88% v lanskem letu in to v času, ko je bila praktično celotna Evropska unija v enakih pogojih krize. Še bolj zaskrbljujoče je, da se podobni trendi kažejo tudi za letošnje leto. To je bilo žal glede na dogajanja v lanskem in letošnjem letu pričakovano in nas ta ocena ni presenetila. Bolj je presenetila uvrstitev Slovenije na lestvici, ki meri demokratične standarde v posamičnih državah. Na tej lestvici se je Slovenija uvrstila v države z omejeno demokracijo, medtem ko je bila že prej v skupini držav s polno demokracijo. Ugotavljamo, da odkar Slovenijo vodi naveza Tirk Pahor, Slovenija nazaduje tako na ekonomskem področju kot na področju demokracije. Ob tem zdrsu Slovenije v skupino držav za nepopolno demokracijo bi morali tudi v vladnih in predsedniških dvorih zvoniti alarmni zvonci. Žal pa, kot smo danes ugotavljali, spremljamo neko omalovaževanje teh ugotovitev in statističnih podatkov in poskus prenašanja krivde na tiste, ki se tukaj ne počutijo dobro in ki izražajo nezadovoljstvo, torej na ljudstvo. V demokraciji je tako, da če ljudstvo ni zadovoljno, zamenja oblast in obratno. Se pravi, po vašem mnenju je rešitev, so morda predčasne volitve iz te situacije? Predčasne volitve bi bile tudi najboljši protikrizni ukrep v vseh državah, kjer zaupanje v vlado pade pod 25% in v Sloveniji je to že nekaj mesecev ali pa že kar celo leto tako, bi razpisali predčasne volitve. Tukaj smo nek velik unikum, oziroma morda je bila temu deloma podobno v prejšnjem mandatu Madžarska. Tudi tam je vlada imela zelo nizko podporo in na koncu pravzaprav stranke, ki so sestavljale takratno madžarsko vladno koalicijo, praktično niso več prišli v parlament. Ampak to je slaba tolažba. Problem, ki ga ima v tem trenutku Slovenija, je kako preživeti te mesece, bog ne daj leta, z takšno neučinkovitostjo in z streljanjem v koleno, ki se pojavlja tudi na evropskem parketu, kjer, kot slišimo, zadnje dni Slovenija zagovarja interese bogatih držav in to v času, ko se bodo začela pogajanja v naslednji finančni perspektivi, ker je Evropa vedno razdeljena na tiste države, ki pač več ali manj prispevajo evropski proračun, na tiste, ki računajo na kohezijska sredstva. Glede na status Slovenije in glede na ta zdrs na lestvici razvitosti na 88% evropskega povprečja, bi morala seveda Slovenija in slovenska vlada zagovarjati čim večja kohezijska sredstva, zato da bo Evropa čim prej nekako izenačila standard svojega prebivalstva. To pomeni, da zavračate možnost, da bi Slovenija podpisala to pismo za zamrznitev evropskega proračuna? Zamrznitev evropskega proračuna je seveda v interesu bogatih evropskih držav. Slovenija ni bogata evropska država, je celo podpovprečno bogata. Smo na 88% po kupni moči in to seveda ni v našem interesu. To ni v našem interesu in tudi nekateri drugi
ukrepi, ki se zdaj sprejemajo in ki imajo sam cilj, to je priprava terena pred letom 2011, ko se bodo začela najresnejša pogajanja v obdobju 7 let, ker za 7 let se sprejema ta finančna perspektiva oziroma pač nepravilno rečeno evropski proračun. Ta čas je izjemno pomemben in če zdaj vlečeš napačne poteze, potem imaš argumentov v pogajanjih, ki so pa vedno zelo kruta in na koncu zmaga kompromis, kjer pa vedno plačajo ceno tiste države, ki tega niso vzeli resno. A ste se opredelili do tega, kakšen bi bil za Slovenijo najbolj primeren ta evropski stabilnostni mehanizem proti krizni stanji? O tem bo tekla še dolga razprava. Včeraj smo na vrhu Evropske ljudske stranke oblikovali stališče, ki ga je večina Evropskega sveta danes zastopala na formalni seji tega organa. Ni problem z spremembo Lizbonske pogodbe, ker gre za bolj lepoten popravek. Problem bo z določitvijo vseh detajlov tega stabilnostnega ali pa varnostnega ali pa reševalnega mehanizma, vendar pa je z to strategijo, ki jo je zdaj izbralo vodstvo Evropske unije, se pravi sprememba pogodbe in ratifikacija, kar bo trajalo do leta 2013, kupljen čas, v okviru katerega se bodo uskladili detajli tega mehanizma, ampak kot vedno je problem v konkretnosti in tukaj bo še izjemno veliko pogajanj in na koncu jaz pričakujem oziroma se nadejam dobremu kompromisu, sicer tudi ta sprememba Lizbonske pogodbe ne bo k ničemur prispevala. Ta dober kompromis pa bi moral temeljiti na temu, da se upoštevata v tem mehanizmu dve stvari. Prvo je finančna disciplina in posamična odgovornost države članice in pri polnjenju tega mehanizma tudi relativna ekonomska moč države, tako da ne prevladajo neki nominalni kriteriji, po katerih revnejše države rešujejo bogatejše. Morda kako ocenjujete vladne reforme? Pokojninska je šla skozi, koalicijo rešila v bistvu SLS, včeraj je premier napovedal zdravstveno reformo, napoveduje tudi reformo javne uprave in pa trga dela. Torej, zaenkrat ni šla skozi nobena reforma, tudi je veliko vprašanje, oziroma mi smo zelo skeptični glede prioritet, ki jih vlada izbira pri napovedovanju teh reform. Pri popravkih pokrajinskega zakona gre izključno za restrikcije, se pravi za zamrznitev, za praktično zamrznitev usklajevanja pokojnin s plačami in za podaljšanje delovne dobe. Ni pa bil sprejet naš predlog, s katerim bi motivirali tudi vstopanje v pokojninski sistem in redno zaposlovanje mladih, to je osebni pokojninski račun, zato smo tudi glasovali proti temu zakonu. Ta zakon bo treba v naslednjih letih vsakem primeru popravljati in takrat bo katerakoli vlada pač bo v zelo težkem položaju, ker bo morala slovenski javnosti pojasnevati, kako to, da po nekaj letih ponovno spreminjamo zakon. Tudi ta vlada je bila v takšnem položaju, čeprav je minilo nekoliko več časa od zadnjih popravkov. O prelomu tisočletja je takratni minister, ki je bil pristojen za to področje, gospod Trop, razlagal, da delamo reformo za 21. stoletje in da 30 let ne bo potrebno nič več spreminjati. Ni minilo niti desetletje, pa se to spreminja. Po našem mnenju v nepravo smer in v nepravem času, ampak čez 3 leta bo ljudem še težje razložiti, zakaj ponovno popravljamo pokojninski zakon, ker je zdaj vlada skušala prodajati tezo, da so ti popravki sicer boleči, ampak potrebni in zadostni. Niso zadostni in manjkajo spremembe pokojninskega sistema na vstopu. Vi lahko podaljšate življenjsko delovno dobo do 80 let in upate, da bo generacija, ki je že iztrošena, reševala gospodarstvo. Če ne bomo na vhodu naredili več, da bodo mladi želeli vstopati v pokojninski sistem, bo cel sistem skrahiral. In mladi bodo vstopili ta sistem samo, če bodo verjeli, da bodo iz njega na koncu tudi nekaj dobili. Danes niti vaša generacija ne verjame, da bo po tem sistemu dobila pokojnine, če se redno zaposli in plačuje pokojninsko blagajno, ker ne ve, kakšni so realni pogoji. Osebni pokojninski račun pomeni, da vsaki plačuje pokojninsko blagajno, kadarkoli lahko preko spletnega vpogleda
dobi podatek oziroma izračun, kolikšna bo njegova pokojnina, če se upokoji pri polni delovni dobi, pri zmanjšani delovni dobi, pri takšnem ali pri drugačnem prispevku. V 21. stoletju ob tej informacijski podpori je to relativno enostavna stvar. Vlada se tega, čeprav je na začetku obljubljala, ni lotila zato, ker to vnaša tudi preglednost in transparentnost v ta sistem in tega si očitno ne želijo. Morda še samo na javnomnenjske raziskave, tudi Politbarometer je danes pokazal, ste vodilna stranka v državi, tudi raziskava Vox Populi, ki je opravila Nina Media, v bistvu imate 22% podpore, vlada, po drugi strani podpora vladi iz meseca v mesec pada. Po vašem mnenju, oceni, kje so tiste ključni momenti, da se to dogaja? Ne vem, če imate toliko časa, da vam vse naštejem, vendar pa bi najprej ponovil to, kar smo ugotavljali tudi na seji sveta. Slovenska demokratska stranka v tem času predstavlja edini politični faktor stabilnosti, povsod druge so težave in v koaliciji, tudi v manjših strankah. In smo v neki situaciji, ko vladna stranka, ki ima 5 poslancev in je samo del vlade, poziva vlado k oblikovanju pravih prioritet, kot da ljudje ne bi vedeli, kje sedijo. Tudi to dodatno vnaša zmedo v javno mnenje in tudi v zaupanje ljudi v tiste, ki z državo upravljajo. Potem imamo pač eno manjšo vladno stranko, ki že en mesec izbira vodjo svoje poslanske skupine. Če niti 6 poslancev vladne koalicije med sabo ne zna zbrati toliko soglasja, da bi se dogovorili, kdo bo vodil to majhno skupino, kako naj oni vodijo državo. In se te stvari pač dodatno vnašajo nek občutek, da se v Sloveniji ne ve, kdo pije in kdo plača. In tudi primeri, kot so pač po eni strani silno hitenje s kakšnimi sodnimi postopki, po drugi strani pa zavlačevanje ali zastaranje primerov, kot je Satex, pa čudne zadeve, ki se spet dogajajo v tej aferi Bulmastifi, ljudi prepričuje, da Slovenija ni pravna država, da zakoni in pravila ne veljajo enako za vse in to seveda vpliva tudi na odnos ljudi potem do političnih strank, tudi do vseh političnih strank, ker marsikdo pač spremlja razpravo v parlamentu in niti ne ve dobro, kdo je poslanec pozicije in opozicije, ker ljudje pač ne spremljajo vsak dan teh stvari. In to seveda zagovorniki sedanje vladne koalicije uporabljajo kot argument za to, da razlagajo, kako je vsa politika enaka, pa kako smo kar vsi izgubili nedeljski referendum in kako smo kar vsi enako odgovorni za stanje. To s takšnimi razlagami pač ne bo šlo. Živeli smo v nekem sistemu, kjer smo bili kar vsi za vse odgovorni in krivi in ta sistem je propadel. Jaz upam, da bodo v Sloveniji prej volitve, prej bomo ponovili to žalostno zgodbo.